še z moje strani. Jaz ne bom tako dolga, ker kljub vsemu pri svojih letih še nimam toliko izkušenj, kot jih imajo moji predhodniki. Sem pa zelo vesela in v bistvu počaščena, da sem kot mlada oseba dobila priložnost se pokazati svetu in Sloveniji, da v bistvu mladi ne smemo metati puške v koruzo in samo obupavati. Zato sem tudi z velikim ponosom in veseljem sprejela to kandidaturo, da se lahko predstavim in da v bistvu tudi nekako z svojimi aktivnostmi sem morda pa le nekomu vzgled, da ni vse tako črno. Sama si najbolj prizadevam, da bi se mladi udeležili volitev. Zakaj? Zato, ker je pomembno, da odda svoj glas, ker je pomembno, da sam prisostvuješ temu, kar se bo zgodilo v tvoji prihodnosti. Prevečkrat se z svojimi vrstniki pogovarjamo o tem, da država nič ne naredi za nas, da nikjer nič ne ponuja in da je vse tako dobesedno črno. Tako da in povem, da Evropa ponuja marsikaj, če se znajdeš, če si kreativen, inovativen. In to želim tudi sama spodbujati, tako da recimo v našem mladinskem centru v Slovenskih Konjicah, iz koder prihajam, izvajamo ogromno aktivnosti oziroma ogromno razpisov, ki jih razpiše Evropska komisija in ki potem pridejo v Sloveniji na različne sklade. Bili smo zelo uspešni že 5 let zapored, verjamem, da bomo tudi vnaprej. In tam predstavljamo mladim, kako se naj znajdejo v Evropski uniji. Evropska unija je čudovita tvorba, ki jo bi mladi morali malo bolj poznati in se v njej bolj znajti. Tako da, če bom seveda izvoljena za evropsko poslanko, si bom prizadevala, da bomo še več denarja pridobili iz tega socialnega sklada za mlade, za spodboj, za spodbujanje njihove inovativnosti in kreativnosti in tudi, da se v bistvu pridobijo delovna mesta, ker kot veste, smo res v neki taki situaciji, kjer ni najbolj rožnato za vse nas, ki smo v teh letih. Tako da sama si res prizadevam za to, da sem morda nekakšen zgled in seveda sem ponosna, da lahko predstavljam takšno listo s takšnimi kompetencami, zato 25. maja vsi obvezno na volitve. Hvala.